Lepo pozdravljeni na prireditvi, ki smo jo namenili jubileju 140. obletnice šolstva v Globokem. Veseli smo, da boste del današnjega popoldneva in večera preživeli v naši družbi. Pripravili smo zanimiv kulturni program in tematske razstave v prostorih šole, o katerih bom še kaj več povedala v nadaljevanju. In kje naj začnemo? Mogoče pri vprašanju, kaj nam pomeni šola, kaj nam pomeni znanje, kaj je to učenje, česa vse in kdaj se človek uči. Mnogi strokovnjaki so o tem že veliko povedali in napisali. In vi, ki ste danes tu z nami, sem prepričana, se zavedate, kako pomembno je za človeka učenje in s tem pridobivanje znanja. Spoštovani, prisrčno vas pozdravljam na prireditvi, s katero obeležujemo 140 let šolstva v Globokem. Veseli me, da smo po teh letih, ko razmere niso dopuščale druženj v takšnem obsegu, letos lahko pripravili prireditev, s katero obeležujemo začetek šolstva tudi v našem kraju. Poseben pozdrav namenjam gospodu županu občine Brežice, gospodu Ivanu Molanu. Šolstvo postavlja temelje za razvoj gospodarstva, znanosti, turizma, športa, kulture in številnih drugih dejavnosti. Tega se zavedajo v občinskem svetu in besedo predajam županu občine Brežice, Ivanu Molanu, ki bo tudi šoli podelil plaketo ob jubileju. Ravnateljica in zaposleni, drage učenke in učenci, spoštovani cenjeni starši, cenjeni gostje ter vsi prisotni. Iskrene čestitke od praznovanja 140. obletnice organiziranega šolstva v Globokem, 46-letne delovanja vrtca, 30. obletnice glasbenega šolskega festivala in 15-letnice sodelovanja pri tradicionalni prireditvi Globoko poje. Skoraj stoletje in pol šolstva v kraju in skoraj 50 let vrtca predstavlja pomemben dosežek tako za šolo in občino kot za krajane. Šola in vrtec v kraju sta tisto središče, ki povezuje krajane in daje lokalni skupnosti življenje. Šola več kot prostor za učenje, saj je pomemben povezovalni dejavnik celotnega kraja in občine. V naši občini Brežice se močno zavedamo pomena dobre razvejane mreže kakovostnih osnovnih šol in vrtcev, zato skrbno in preudarno načrtujemo investicije na področju vzgoje in izobraževanja ter redno zagotavljamo sredstva za delovanje. Sodelovanje z ravnateljicami in ravnateljem na občini Brežice dobro poznamo potrebe in želje šol ter vrtcev, glede na razpoložljiva sredstva v proračunu in možnost razpisov na ravni države, načrtujemo obnove, dograditve in novogradnje skladov za sprejetim prednostnim načrtom investicij. V letu 2022 pa smo za področje izobraževanja namenili skoraj 7 milijonov evrov. To so sredstva za otroško varstvo, doplačilo vrtcev za starše, za materialne stroške, obnovo in vzdrževanje šol, za prevoze otrok in plače zaposlenih do polne zaposlitve, logopeda, kuharic in hišnikov. S tem je omogočena strokovna pomoč za otroke, ugodnejša cena šolske prehrane in skrb za urejeno šolo. Dodatno financiranje je usmerjeno k cilju zagotavljanja enakih pogojev za vse otroke, ne glede na to, kje živijo in kje obiskujejo šolo. Institucija ostane kraj, kjer se učenci in otroci prijetno počutijo, kjer so sprejeti in kamor se radi vračajo. Hvala za to in bi prosil ravnateljico, da je v tej priložnosti podelim tudi plaketo občine Brežice, kajti žal kasneje bom se mogel zaradi drugih obveznosti oditi. Hvala lepa, gospod župan in občine Brežice. Nadaljujemo. Iščemo srečo in ljubezen kot za svet.
bo takšnih pač terminsko obdelanih, bolj se bom nekako dal na neke take cvetke, ki mogoče so zdaj v teh časih sigurno ne bi pile vodo, kot rečejo temu učenju zdaj v zadnje čase, in se ne bi smeli in mogli dogajati v šoli. Ampak takrat v naših časih je pa to še kar šlo. Jaz sem bil osebno na šoli zaposlen 1 leto, preden sem šel v vojsko, to se pravi od 67 do 68, prejšnji stoletji, seveda ne. Potem pa od 72. leta naprej pa do konca, oziroma do sredine leta 92, s tem, da sem bil ravnatelj od 1. maja 79, pa potem do konca, do sredine 92. Imenovan sem bil na skupščini občine Brežice 23. aprila 79, to pa povem zato, ker se mi je tisti dan sin rodil. Malo bolj zanimivo, zaradi tega, da reče. Šola je bila takrat tudi že v mojem času, že prej tudi, popolna 8-letka. In takrat že s oddelkom vrtca, ki je tu bil ustanovljen oziroma začel z delom 1. septembra 1976. Število učencev je bilo tam okrog 120 do 130 v tistem času. Normativ za posamezni oddelek je bil minimum 16 otrok oziroma učencev. Na šoli je bilo zaposlenih, mislim, da 12 pedagoških delavcev, pa posebno še čistilka, kuharica, hišnik, šofer. Tako da se bo, mislim, da vse skupaj 17-18 zaposlenih takrat, no, če bi zdaj primerjali nekaj čez 40 pasjer, koliko. No, imate pa tudi več oddelkov, koliko drži. Titova štafeta je bila, kad se šla skozi globoko, kad smo bili zelo ponosni. In to je bilo veliko taka priložnost za nastopanje učencev, ki so seveda radi pokazali se in tako naprej. Skratka, zdaj ste bom kaj več govoril o tem, to so bili res časi malo drugačni, kot so zdaj. Ne bi rekel, da so bili najlepši, ampak če pa gledam iz stališča, kako smo nekako živeli, so pa lepi časi. Upam, da boste vi, ki ste mladi, čez dolgo leta rekli, da so tudi v vaših mladih časih bili lepi časi. Hvala lepa. Miroslav Košuta, Zidamo dan. Ko se zjutraj zbudimo, se pretegnemo, se umijemo, če utegnemo in zdrvimo na plan zidat dan. Zidamo ga s poljubčki, s pozdravi, z smehom v vrišču, med 4 stenami, naravi, z žogo na dvorišču. Z grizenjem nohtov v šolski klopi, kjer učeno nastopi, z nalogami in takimi pravili, da se nam zasmili. Spoštovani gostje, dragi starši, predvsem pa dragi učitelji, učiteljice, prej, sedaj in tisti, ki še boste, ter seveda dragi učenke in učenci. Moje obdobje ravnateljevanja je bil čas, kjer je bil, kot je že gospod Franci povedal, drugačen, vendar hkrati smo začeli živeti malo hitreje. Po osamosvojitvi leta 1992, ko sem prevzela ravnateljevanje te šole, smo kaj hitro ugotovili, da poleg igrišča potrebujemo tudi telovadnico in smo na skritem mestu pri gospodu pokojnemu Poljanšku podpisali dogovor, da bomo ob graditvi telovadnice v Dobovi gradili tudi v Globokem. To se je zgodilo na majhnem listu papirja in zrasla je ta čudovita stavba, v kateri še danes vem, da pridno vadite, telovadite, dragi učenci in učenke,
Hkrati pa smo odprli prostor tudi s tem društvom, ki so urali tudi redilo tega prostora in postavili Slovenijo ter Evropo na zemljevid širom sveta. To je bil društvo borilnih veščin, Katana in seveda vsa tista manjša društva, ki so vadila brez kakršnekoli nadomestila za vadbo v teh prostorih. S tem, da verjamete v to, da gremo v nekaj, kar pravzaprav niti sami nismo vedeli natančno, kako bo, pa smo vseeno uspeli. Še najbolj ponosna pa sem na to, da sem kljub vsem oviram in raznim neprilikam obdržala tempo glasbenih festivalov. Namreč idejni vodja, gospod Vilko Urek, je bil neizprosen. Za vadbo, za stalnim udejstvovanjem in širjenjem in dajanjem priložnosti mnogoterim učencem, ki se zagotovo nikoli ne bi povzpeli na oder, še manj pa bi bili danes profesorji glasbe priznani ne samo v Sloveniji, temveč tudi širom naše države. Tudi prej po poti v svojem izobraževanju globokem in ki hodite danes, boste še v bodoče. Šola Goloba, srečno! Think
Jaz sem ga slišal že davno, ti ga poslušaj zdaj. V njem je zapeto glavno, važno na veku maja, da si majhen kot mravlja in velik kot ocean in da v tebi proslavlja sonce svoj rojstni dan. Konec 19. stoletja, čas Avstro-Ugrske države. Na Malem vrhu, hišna številka 5, je 2. decembra 1882 zaživela dvorazrednica, ki je v duhu časa dobila ime Cesarjevič Rudolfova šola Globoko. Takratna šolska občina Globoko je v nastanku obsegala vasi Blatno, Globoko, Mali vrh in Piršenbreg, pozneje so vanje vključili še Bojsno in Brezje ter Dednjo vas. V drugi polovici 20. stoletja so v Globoško šolo začeli hoditi tudi učenci iz Župelevca. Šolo na Malem vrhu pri Rudniku je dvakrat stresel potres. Nastale razpoke so bile prehude, da bi v njej nadaljevali pouk. Leta 1906 so jo porušili. Tone Pavček, kako sem prvič v šolo hodil. V tistih časih naša mačka je imela mladitelj. Bili so kot igračka in zatorej tiste dni nisem rad nič rad poslušal, da bom šolo skušal. Oče hlače so se šili in dobili mi klobuk. Staro čitanko kupili, vse za dober pritinu. Pa so rekli, srečna pot, da boš velik, daj gospod. Jaz pa tisti dan razreda nisem videl na klopi in še dolgo abeceda so bile mi muce 3. Z njimi smo se posli skrili, pa po svoje se učili. A ta šola, Bog me da, strašno slaba je bila. Strgala klobuk in hlače moje lepe, dolge hlače in ostal sem telefon, kot sem še današnji dan. Vesela in ponosna sem na skupno ustvarjene dosežke, uspehe in rezultate dela, pa pohvale in priznanja, tako za vrtec kot šolo. Še posebej pa moram izpostaviti oktobrsko priznanje občine Brežice, priznanje Zavoda Republike Slovenije za šolstvo in prijete nazive Eko, Zdrava in Kulturna šola. Uresničujemo skupno vizijo in vrednote šole in vrtca. Le-te pa so znanje, spoštovanje, zaupanje in medsebojna pomoč. Za uspešno delo je pomembno sodelovanje in povezanost med zaposlenimi, učenci in starši. Leta aktivno sodelujemo in se povezujemo tudi z Zavodom za gluhe in naglušne iz Ljubljane, ker so pri nas njihova dislocirana enota z inkluzivnim oddelkom. 115 let stari zgradbi, otroci v vrtcu in učenci v šoli pridobivajo izkušnje, znanje in veščine. Belina Štampe, Žmavc prvikrat šolo moj medo. Prvikrat šolo moj medo, jutri je prvi šolski dan. Dajem ti čas na medvedju, da gre z mano in ne bo sam. Vesta pa je težja od slona, za najo pa prevelika. Škoda, da ni iz balona ali letečega dežnika. Bi naj sila ona, to bi bila krasna slika. Vzamem še očka in mamo, prav do šolskega hodnika. Medoma nimaš jezika, se joka, zakaj gledaš stran? Stisni se k meni pa pika, jaz sem Medo tako zaspan. Je ravnatelj, gospod Matjaž Jeruc, ki mu predajam besedo. Ne bom povsem sam, imam s seboj še svojo desno roko tukaj, tako da bo šel na kakšno besedo skupaj z mano povedal. Spoštovana gospa ravnateljica, spoštovani gostje, dragi otroci, starši, kolegi iz osnovne šole Globoko, sodelavci in vsa ostala družba.
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je pred 3 leti, skoraj do dneva natančno, sklicalo prvi sestanek vseh zainteresiranih šol za izvajanje prilagojenega programa osnovne šole z enakovrednim standardom tudi pri rednih šolah. Od 19 zainteresiranih šol je bila osnovna šola Globoko edina in hkrati najbolj oddaljena šola, s katero smo dosegli dokončen dogovor o sodelovanju. Taki težak. Ljubljana ni ravno blizu in na začetku smo se prav vsak dan odkrili kako oviro, ki smo jo morali preskočiti. Položnice, žigi, obrazci, vse je zahtevalo svoj čas in svojo prilagoditev. Tudi učenci so se morali privaditi drug na drugega in tudi mi na njih. Po drugi strani pa Ljubljana ni tako zelo daleč, kar nam je dokazal ne tako dolgo nazaj virus COVID. Zelo nam je popestril naše skupne začetke, a nam je prinesel mnogo različnih načinov za premoščanje teh dobrih 100 km zračne razlike. K čemu najbolj stremimo? Medsebojnemu druženju, sodelovanju, sprejemanju, skupni igri, učenju drug od drugega. In to je namen inkluzije. Ustvarjati okolje, v katerem sta poleg primernega podajanja znanja pomembna tudi vključenost naših učencev in dobro počutje vseh otrok. Z inkluzijo se prav vsi učimo, da je potrebno osebe s posebnimi potrebami sprejeti in z različnostjo v družbi bogato zaživeti, jih opolnomočiti in dati zagotovilo, da bodo v prihodnosti kot odrasli vstopili v svet, kateremu bodo lahko zaupali in s tem pokazali vse svoje potenciale. Nobena odločba, napisana na podlagi strokovnih mnenj, ne more nadomestiti bistva inkluzije. To je občutek pripadnosti, ki ga želi imeti čisto vsak otrok. Na širino in poslanstvo pedagoškega dela. Povezovanja in sprejemanja drugačnosti se s tem učimo vsi. Kako se znajo povezati veliki in majhni, dokazuje tudi naslednji nastop, ki so ga združili osmošolci in tretješolci. Preden se obrnemo naprej, poglejmo nazaj, saj pravi stari rek, da je včasih potrebno pogledati nazaj, preden hočeš gledati naprej. Preteklost poglejmo tja do leta 1774, ko sta Marija Terezija in Jožef II. Uvedla osnovnošolski zakon in temelj osnovnega šolstva. Poučevanje v tistem času pa je potekalo v 3 različnih vrstah šole. Enorazredne trivialke so bile na podeželju, 3-razredne glavne šole v večjih mestih in trgih in 4-razredne normalke v glavnih deželnih mestih. Rezultate pri nacionalnem preverjanju znanja so vrsto let nad republiškim povprečjem. Ti uspehi niso slučajni, saj tudi v srednji šoli uspešno nadaljujejo. O tem nam poročajo, ko se vračajo v šolo kot dijaki ali študentje na prakso in kot sodelavci v zbornico. Kako nam to uspeva?
Ob tej priložnosti bi se najprej zahvalila Zavodu za šolstvo za strokovno podporo in pomoč pri razvijanju sodobnih oblik dela. Zahvaljujem se tudi ustanoviteljici občini Brežice za zagotavljanje pogojev za delo, kakor tudi za zagotavljanje dodatnih sredstev za nadstandardne storitve. Verjamem tudi, da so naši uspehi rezultat uspešnega dela vseh, ki so, ste in še delamo v šoli. Marsikdo ne ve, kdaj je bilo seme posejano, še sedaj rodi sadove. Zahvaljujem se vam. Cenjene sodelavke, sodelavci, v teh nekaj mesecih našega skupnega dela se je pogosto zgodilo, da se vam nisem zahvalila za vaše delo. Pa ne zato, ker ga ne bi opazila, preprosto zato, ker v vsakdanji naglici besede zahvale nekam pobegnejo. Danes vam želim povedati, da ste uigran tim, da delate več, kot je zapisano, in da cenim vašo samoiniciativnost, ustvarjalnost, odnos do dela, do otrok in staršev. Tudi pri današnji prireditvi je bolj ali manj prispeval vsak našega kolektiva. Človek pa je edino bitje, ki svoje znanje organizirano prenaša iz roda v rod in ga bogati. To je v šolstvu temelj napredka. V šoli pa sta učitelj in učenec. Verjamem, da bo tako tudi v bodoče. V šoli bosta strokovno usposobljen učitelj, ki razume učenca, ga zna navdušiti, mu pomaga odkriti in razvijati potenciale, in učenec, ki bo to dosegel, če bo učitelju lahko zaupal in ga cenil. Spoštovana vršilka dolžnosti ravnateljice, gospa Zdenka Obe, učiteljski zbor, tehnično osebje, dragi osnovnošolke in osnovnošolci, mački iz vrtca in cenjeni gostje. Prav lepo pozdravljeni na tako svečani dan, kot je 140. letnica šolstva v Globokem. Od današnje slovesnosti vam iskreno čestitam. Želim vam še mnogo let uspešnega dela z željo, da bi bila to še naprej dobra in prijazna šola. Prijazna učencem in okolju, v katerem je umeščena, ter soustvarjanju družbenega življenja v krajevni skupnosti in izven nje. Prosim, Zdenka. Nam bodo zapeli še šolsko himno. Pod njej pa se srečamo v prostorih naše šole na tematskih razstavah.